Prehajamo na 8. točko, torej predlog sklepa o potrditvi cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Kamnik in potrditev elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe dejavnost oskrbe s pitno vodo na območju občine Kamnik za leto 2020. Predlog sklepa je objavljen v gradivu številka 13, predlagatelj župan, poročevalci pa Tadej Kovačič, Milena Završnik, Aleš Škorjanc in Franc Resnik. Besede ima Tadej Kovačič. Dobro večer. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja določa merila za oblikovanje cen. Izvajalec gospodarske javne službe s pitno vodo, komunalno podjetje Kamnik d.o.o. enkrat letno pripravi elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Kamnik, ki je namenjen oblikovanju cene za to javno storitev. Cena se oblikuje glede na količino in stroške opravljanja storitve v preteklem obračunskem obdobju ter načrtovanimi količinami in stroški opravljanja storitev za predhodno obdobje. V skladu z uredbo je cena za opravljanje javne službe oskrbe s pitno vodo sestavljena iz cene omrežnine in cene vodarine. Trenutno veljavna cena omrežnine veljajo od 1.5.2014, vendar niso skladne z uredbo, saj faktorji velikosti vodomerov niso usklajeni z uredbo. V trenutno veljavni ceni tudi ni zajeta infrastruktura, ki je bila zgrajena v okviru kohezijskih projektov, se pravi Tuhinjski dolini in Volčjem potoku. Prav tako pa cena ne vsebuje stroškov vzdrževanja in menjave vodomerov, ki se sedaj obračunavajo v okviru vodarine. Trenutno veljavna obračunska cena omrežnine za faktor 1, se pravi za vodomer velikosti DN20, je 2,6333 evra plus DDV, predlagana pa je 4,8318 evra plus DDV. Sredstva pridobljena iz omrežnine so namenska sredstva občine, ki so glede na 43. člen Zakona o javnih financah ter drugo točko 4. člena odloka o proračunu občine Kamnik namenjena za infrastrukturo na področju vodooskrbe. Po trenutno veljavni ceni omrežnine znaša letni znesek omrežnine 285.000 evrov. S predlagano ceno bo letni znesek omrežnine znašal 563.800 evrov, s čimer bi se bistveno povečala sredstva za vlaganje v javni vodovodni sistem. Trenutno veljavna cena vodarine pa velja od 1.7.2003 in niso skladne z veljavno uredbo, saj ne zajemajo plačila vodnega povračila in vodnih izgub. Po trenutno veljavnem ceniku se ceni vodarine za gospodinjstvo in gospodarstvo razlikujeta, glede na določila uredbe pa mora biti cena enotna za vse uporabnike. Trenutno veljavna cena za gospodinjstvo je 0,5028 evra plus davek, za gospodarstvo je pa 0,8970 evra plus davek. Predlagana enotna cena za vodarino pa je 0,6697 evra plus davek. V primerjavi s sosednjimi občinami bo nova cena vodarine najnižja, nova cena omrežnine pa bo nižja samo v eni od sosednjih občin. Poudaril bi tudi, da vkolikor bi to ceno uskladili z uredbo že v letu 2014, bi na račun omrežnine v proračun prejeli okoli 1.800.000 več sredstev namenjenih za vlaganje v javni vodovodni sistem. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine. Beseda ima Šemso Mujanovič. Lep pozdrav še enkrat. Se slišimo? Se. Okay. Tokrat se oglašam v imenu svetniške skupine LSU. Rad bi poudaril, da smo že pred časom predlagali, da bi tej točki, tej tematiki namenili malo več časa in mogoče oblikovali kar samostojno točko dnevnega reda na eni izmed prihodnjih sej, kjer bi radi dobili informacijo o stanju voda v naši občini.
Predvsem zaskrbljujoče je bilo to, da v zadnjem času je bilo pogosto slišati brati iz javnih medijev, da je potrebno vodo prekuhavati, da je začasno zaustavljena dobava, sanacija okvar na Iverju in podobno. In v Kamniku, kot veste, smo nekako v bistvu razvajeni, da imamo odlično vodo in takšne informacije so za prebivalce moteče, pa hkrati ne vemo točno, kaj se tu dogaja. Tako da žal mi je, da nismo uspeli s tem, da bi dosegli samostojno točko v dnevnem redu, bi pa prosili mogoče pri današnji točki, da kako pojasnilo več dobimo v tej smeri. Hvala lepa. Hvala. Besedo ima Igor Žavbi. Hvala lepa za besedo. Župan, jaz se bom osredotočil samo na te podražitve oziroma predlagane zvišane cene, ostale težave z vodo v občini Kamnik, ki so precejšnje, se zdaj v tem momentu ne bom spuščal. Jaz se zavedam, oziroma v svetniški skupini Liste Marjana Šarca se zavedamo, da je treba ceno popraviti, ker je pač to že stara cena, ker je izračunana tudi na novo. Ampak zdaj, če smo toliko časa čakali v luči vseh dogodkov, ki so trenutno odraz stanja v državi, ogromno ljudi je na čakanju, ostalo brez dela, socialno šibki in te težave bojo očitno samo še večje, ker pač ne znamo splavati iz te zdravstvene krize. Zato v naši svetniški skupini menimo, da je trenutek, da dvignemo cene povsem neprimeren. Mi smo že dvignili letos cene v vrtcih, zdaj dvigujemo cene vode, dvignili boste cene kanalizacije, dvignili boste vrednost točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Podražila bo občina vse, kar se podražiti da. Res je, da na ta račun občina dobi nekaj več v proračun, ampak ne vemo, če je pravi trenutek, da od ljudi stisnemo še več in pa še več. Zdaj, kakšen bo rekel 2 evra, pa če 2 evra tukaj, pa 2 evra tam, pa 2 evra tam, smo hitro na 10-20 evrih lahko. 20 evrov pa marsikomu, ki se prebija iz meseca v mesec, lahko pomeni veliko. In mislimo v svetniški skupini Liste Marjana Šarca, da podražitve niso v pravem času, zato jih izključno z tega razloga v tem momentu ne moremo podpreti. Hvala. Hvala. Svetniki. Besedo ima Karla Urh. No, takole. Lep pozdrav tudi z moje strani. No, jaz bi se prav gotovo navezala kar na oba moja predgovorca. Tako se strinjam z gospodom Šensotom, ki nekako predlaga samostojno izredno sejo, o kateri smo se že pogovarjali in je bila tudi nekje na statutarno pravni komisiji nekje začrtana, določena, pa še nismo tega obelodanili. Se mi zdi prav, da bi tako pomembna stvar, kot je naša pitna voda in pa ravnanje s to pitno vodo, še kako potrebno o tem spregovoriti, mogoče na daljši, bolj primeren, ne tako skrčen čas, ker je dejansko problematika velika in gasiti požare v tem smislu na tak način se mi zdi, da ni prav. Ne bom se zdaj spuščala bolj podrobno, ker se bom še oglasila, ampak bi mogoče samo to rekla. Tudi jaz kot nekako mama, mamica in tako naprej se strinjam s Igorjem, da primeren čas na ta način zdajle za podražitve prav gotovo ni. Ljudje so brez dohodkov, ljudje so s 80% dohodkom na minimalno, bomo rekli, in čas za dvigovanje cen in privijanje na vsak način in tekmovanje, izkazovanje istih računov v Domžalah ali Mengšu ali Trzinu ali kjerkoli
se mi ne zdi prav, ker konec koncev tudi voda je dobrina, ki je zastonj. Ravnanje s vzdrževanjem, sami vemo, kako poteka, ker tudi konec koncev bi se dalo prihraniti mogoče tudi z načrtovanjem varovanja naše vode drugače, ne razmišljanjem, kako bomo mogoče zdaj vrtali pa 170 metrov globoko, da bomo prišli do nove čiste pitne vode, kakor nekateri razmišljajo, vendar o potresih, ki se dogajajo dnevno tam gor, mislim, da tudi tega ne bo. Sam toliko. Jaz se ne zavzemam za podražitve v tem momentu zdaj. Res ni primeren čas. Hvala. Hvala. Besedo ima Aleksander Uršič. Ja, hvala za besedo. Vsekakor se strinjam z mojimi predhodniki, da za podražitve ni nikoli primeren čas, sploh če ne veš, kdaj te čakajo naslednje volitve. Ampak dejstvo je, vse to, kar je bilo že povedano, osredotočil se bom na številke. 1 800 000 od leta 2014 je šlo mimo. Verjamem, da bi marsikatera okvara zdajle, če spremljate objave komunalnega podjetja Kamnik, praktično dnevno obveščajo o okvarah, o nujnih popravilih in tako naprej, in marsikatera takšna zadeva nam bi bila prišparana, če bi naredili podobno, kot so naredili v sosednjih občinah. Tukaj bi poudaril nekaj, me veseli, da je občinska uprava naknadno pripravila primerjavo s sosednjimi občinami. Vse to nam bi bilo prihranjeno, mogoče bi bil kakšen populističen naslov v medijih manj, kjer poudarjajo procente, namesto da bi gledali evre, dejansko za nekje toliko, kot se nam podraži voda na povprečno gospodinjstvo, se nam spreminja račun ob obisku bencinskih črpalk, odkar je prosti trg, ker nikoli ne veš, kakšno ceno benzina ti jo tisti dan zaračunali, ker ceno vidiš šele, ko ročko primaš v roke. Tako da jaz bom ta odlok podprl, ker se mi zdi nujen, glede na to, kaj smo danes že sprejeli, kaj vse imamo v načrtih v proračunu. Čeprav tvegam s tem, dobil sem tudi kakšen sporočil, da sem tisti, ki bomo danes to podprli, se ne oziramo na trenutno situacijo in na probleme ljudi in tako naprej, ampak jaz mislim, da v dani situaciji zadevo sprejemamo, veljajo cene s 1.1. Bi pa še enkrat poudaril, sosednje občine, če pogledate cenike javnega podjetja Prodnik, je cenik objavljen za vse te občine, ki so v primerjavi, se uporablja od 1.5.2014. Tako da mislim, da te številke povejo dovolj. Hvala. Hvala. Besedo ima Karmen Kaplan. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz bi se tukaj v bistvu nekako strinjala z vsemi predhodniki. Se nekako zavedam, da so te podražitve nujne. Po drugi strani je pa neprimeren čas. Neka zadeva v bistvu me je pa najbolj zmotila pri vsem tem, in sicer, da je bila zadeva spet zelo slabo predstavljena javnosti. Vsi smo videli, to se pravi, kaj je Kamnik Info dajal ven, kaj se je pisalo okrog, kako so bile zadeve predstavljene, in šele potem je v bistvu občinska uprava pa pripravila tisti nek dober predlog oziroma odgovor, kako dejansko bodo zadeve funkcionirale. Jaz še vedno tukaj pogrešam neko oceno oziroma v kaj točno se bo ta prihodek, ki bo na podlagi zvišanja cen, usmeril, ker načeloma to ni, za moje pojme, ni dobro predstavljeno. Po drugi strani imam pa tukaj spet pomisleke, ker v aprilu, to se pravi, v aprilu so se dvignile povprečnine, na podlagi tega je v bistvu občina dobila več denarja. S 1.1. se, to se pravi, predvideva ZFRO, Zakon o financiranju občin, ki bo tudi pripomogel občini in njeni finančni situaciji. In tukaj imam pomisleke, zaradi tega, ker gradivo, to se pravi, v gradivu ni dobro predstavljeno,
v kaj točno bodo te finance oziroma pač te višji stroški, ko bo potem občina dobila denar na podlagi pač višanja cen, v kaj točno bodo namenjene. Hvala. Hvala. Besedo ima Natalija Berlec. Ja, lep pozdrav z moje strani, upam, da se slišimo. Nekako se. Ja, okej. Jaz se pridružujem tem, da primeren čas ni nikoli za potrditve, ne. Res nekoliko bo to pomenilo, da se bo s tem pač povečala neka sredstva za vlaganje v javni vodovodni sistem, kot pišete. Da potem ne bo prišlo do novih onesnaženih motenj pri preskrbi s pitno vodo v občini Kamniki. Da bomo lahko uporabljali vodo iz pipe in da bomo zato oskrba za vse prebivalce v občini Kamniku. Jaz bom pač ta predlog podprla z upanjem, da ostane voda naša primarna dobrina. Hvala. Natalija, hvala. Spet smo vas zelo slabo slišali, bistvo smo povzeli. Mislim, da če nam pišete v tole chat, torej v pogovor, bistveno vprašanje bo sedaj na njega odgovorjen. Vam pa predlagam, ker glede na to, da imate samo vi slabo povezavo, da pridete v prostore občine, kjer boste imeli povezavo dobro. Nobenemu drugemu ta povezava ne deluje tako slabo kot vam. Tako da bi se v prihodnje pri točkah boljše razumeli, vam predlagam, da pridete na občino. To vprašanje pa napišete na chat, da bo občinska uprava odgovorila. Besedo dajem Alešu Škorjancu oziroma Tadeju Kovačiču za tiste prve odgovore, ki so bili podani. Gospod Kovačič, izvolite. Hvala. Najprej bi se odgovoril gospodu Mojanoviču. Glede stanja vode v občini je bilo pripravljeno poročilo za odbor, komunalni odbor, oziroma za odbor za prostor, komunalno ureditev in varstvo okolja. Tam smo to poročilo podali na seji. Lahko naknadno tudi to poročilo pošljemo vsem, oziroma za to sejo, no. Kar se tiče kvalitete in tudi kar se tiče investicij v letošnjem letu in v prihodnjem letu, načrtovane investicije. Glede varovanja vodnih virov, ki je omenila gospa Karla Urh, bi poudaril, da je pri varovanju vodnih virov, za varovanje vodnih virov odgovorna država, ki mora sprejeti uredbo. Od leta 2002, ko je nov zakon velja, do 2020, še zmeraj niso urejene oziroma izdane uredbe za velik procent Slovenije oziroma večino, ne. Tako da tudi mi smo dopis na Ministrstvo za okolje in prostor že jih naslovili in smo pač dobili odgovor, da trenutno nimajo sredstev, ne, oziroma da bi v prihodnjem letu prišli na vrsto. Alternativne vire se pa pač proba dobiti zato, da je možnost rezervnih virov, no. Glede gospe Kapli bi odgovoril glede, se pravi, sredstev, ki bodo pridobljena z zvišanjem cene. Tukaj gre predvsem za sredstva omrežnine, ne, ker sredstva vodarine se minimalno zvišajo. Se pravi, sredstva omrežnine se pa uporabljajo za investicijsko vzdrževanje in obnovo vodovodnega sistema, ne, s čimer bo seveda lahko vsako leto več vodovodnega sistema obnovljenega, ne. Več starih dotrajanih cevi, kjer se pojavljajo napake, ne, ki se jih potem rešuje sproti, bo lahko sekcijsko lažje oziroma zamenjati.
ker bo več sredstev na razpolago. Tudi obnova, recimo vodohrana Podgorje je ena od teh stvari, ki se bo v prihodnosti iz teh sredstev naredila, ne? In menjava dotrajanih oziroma starih vodovodnih cevi, ki so še iz recimo materiala, ki ni več primeren za vodovod, ki je že dotrajan. Dobro, hvala. Še kdo? Kot še kdo ima prvo besedo gospod Jože Korošec, ki se je z zamudo prijavil že prej. Torej, Jože Korošec, izvolite besedo. Ja, skozi smo zamujam. Zgleda, moramo prej pakipkati. Hvala lepa za besedo. Spet imamo eno tako podražitev, ki seveda bi, če bi bilo vse normalno, bi mogla biti verjetno tudi 3, 4, 5 let nazaj mogoče, da ne bi bila zdaj tako intenzivna. V občini Kamnik se pogosto, vsaj jaz verjamem, za te podražitve niso nikoli dobre, nikoli ne, se pravi pri ljudeh ne izzovejo odobravanja, vendar če gledamo letošnji proračun, kakšna so sredstva za obnovo tega vodovoda, če gledamo v proračunu, se to seveda daleč ni pokrivalo skozi leta. Ne bom se spustil v cene, kakšne so te cene teh, se pravi, investicij, ampak glede na to, kar so cifre, se pravi, v proračunu, sem mnenja, da seveda brez tega verjetno ne bo šlo. Je pa pravi čas, kdaj je pravi čas, seveda nikoli ni pravi čas. Verjetno zdaj res ni pravi čas, tako kot verjetno pred 3 leti ne bi bil pravi čas in verjetno tudi čez 2 leti ne bo pravi čas. Tako da težko se je tlela opredeliti, kdaj je pravi čas, vendar enkrat je treba zadevo pač sprejeti. Zdaj, kakšna je ta podražitev, je to primerna ta podražitev, ni podražitev, to se ne bom spuščal, pa neki izračuni so. Vendar mislim, da verjetno brez tega ne bo šlo. Tako da žal je to tako, se pa odobravam to zadevo, da je pač zdaj gospodarstvo in pa se pravi tudi potem vsi ostali uporabniki, da je to nekako cena enotna za vse uporabnike. To, ki z moje strani. Hvala lepa. Hvala, Jože. Beseda ima Šemso Mojanović. Ja, prijazen pozdrav še enkrat z moje strani. Izrazil bi svoje mnenje glede teh napovedanih oziroma predlaganih podražitev, teh, o katerih zdaj govorimo, pa o teh, ki še pridejo. Malce bom mogoče se ponavljal, ampak se dostikrat ponavljamo med sabo, ne. Jaz tudi sam se osebno zavedam, da nikoli ni primeren čas za podražitve, kakršnekoli. In trenutna situacija je še manj primerna kot sicer, ali pa kot je bila recimo kako leto, 2 nazaj. Ampak obstaja pa dobra možnost, da bo v prihodnosti še slabša situacija za podražitve, glede na to, kam tale država pele vse zadeve. Skratka, tokrat ne ocenjujemo primernost časa za napovedane podražitve, ampak se odločamo, ali se bomo premaknili naprej. Delamo načrte, končno imamo plan, šola se bo začela graditi, popravili se bojo ceste, vlagali bomo v vodovodno omrežje, vse z namenom, da ne bomo več deležni obvestil o slabi kakovosti kamniške, sicer pregovorno dobre vode. Čeprav osebno seveda nisem za podražitve, kdo sploh je za, če tako rečemo, ne, vse osebni stroški budžetu gospodinjstva se na ta način povečajo, ob dejstvu, da je velika možnost zmanjšanja prihodkov vseh družinskih budžetov. Ampak vseeno glasoval bom za, zato ker imamo tokrat točno določene cilje, kam bojo ta sredstva šla, zato ker je potrebno začeti z gradnjo šole, ker je potrebno v življenju včasih narediti tisto, kar je prav, čeprav ni všečno ali pa ni prijetno. Pomembno pa je še ena stvar opozoriti, da smo vsi potrdili investicijski program za izgradnjo šole, prav vsi svetniki smo bili za in zavedati se moramo, da je potrebno iskati vse možne evre,
ki jih bomo našli, se jih bomo rabili. Občina ima pač preprosto čisto preveč potreb, čisto preveč stroškov, pa omejen oziroma limit glede prihodkov. Toliko z moje strani. Hvala za pozornost. Živijo. Hvala. Besedo ima še dr. Janez Rifel, izvolite. Ja, saj se strinjam z mojimi predhodniki, se pravi z Aleksandrom Uršičem, Natalijo Šemsotom, res, a ne, pač čas za podražitev oziroma, no, rečemo podražitev, lahko bi rekli tudi uskladitev, ne, saj glede na to, kakšne stroške imajo ali pa plačujejo položnice v ostalih občinah, bi bil že leta 2014, a ne, ampak tega ne moramo več za nazaj sprejeti, tako da pač moramo sprejeti to zdaj. In če je prej bila izpostavljena številka 1.800.000 evrov, ki bi bila lahko vloženo v to vodovodno omrežje, ne, če potem izračunam, ne vem, pač moje gospodinjstvo ali pa naša hiša, če smo recimo, ne vem, z vsemi ostalimi stvarmi, ki jih je tudi bo treba danes zvišati, rečemo 30 evrov ali pa najbrž še kaj več evrov na mesec, 300 evrov na leto v 6 letih, to je 1800 evrov, ampak jaz teh 1800 evrov nimam, imam pa še vedno vodo, ki teče po salonitnih ceveh, starih 60 let, vodo nam je treba prekuhavati, tako da tistih 1800 evrov, tudi če bi jih imel, jih ne bi zamenjal pač za takšno stanje, kot je zdaj, ki se bo pa še poslabševalo, če ne bomo res aktivno pristopili k temu, da bi se vodovodno omrežje začeli prenavljati, izboljševati. Tako da jaz to in tudi naslednje podražitve podpiram. Se mi zdi pa res škoda, da se toliko časa pač ne vem zakaj. Na odboru so mi rekli, da se to ni uskladilo z uredbo leta 2014, ker ni bilo politične volje, karkoli naj bi že to pomenilo. Se mi zdi škoda, res velika škoda se je delala za občino in na koncu nas pa vedno to občane potem udari. Tako da hvala za besedo. Hvala, dr. Janez Rifel. Preden zaključim razpravo, bi dal besedo še Alešu Škorjancu, vodji oddelka za gospodarske javne službe in finance na občini Kamnik. Izvolite, Aleš. Ja, hvala župan, upam, da se slišimo. Se. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Res je, kot so že v debati govorili, nikoli ni primeren čas pač za dvig, čeprav pri tej točki dnevnega reda, kar se tiče vodooskrbe v občini Kamnik, moram reči, da dejansko, kar se vodarine tiče, ne gre za dvig, ampak samo za uskladitev z uredbo MEDO. Se pravi, res bojo občani plačali nekoliko več, ampak približno isto toliko poslovnih subjektov oziroma gospodarstvo bo plačalo pa toliko manj. Kar se pa tiče omrežnine, je pa dvig nujen, ne pozabiti, da smo za približno 4,5 milijona evrov zgradili novega omrežja v preteklih letih, predvsem proti Tuhinjski dolini in pa južni del Kamnika proti Volčjemu potoku, za kar je treba takoj začeti zaračunavati omrežnino, iz katere, ki je praktično so to namenska sredstva v proračunu in se ne smejo porabljati za druge stvari, kot pač za obnovo starih cevi. Vemo, kakšen je naš sistem, vemo, kakšne smo imeli težave v letošnjem letu in pa v preteklem, ko smo obnavljali, ko je Telekom gradil optično omrežje, mi smo istočasno obnavljali tudi del asfaltov, pa nismo imeli sredstev, da bi obnovili tudi tisto vodo tam dol po celemu južnemu Kamniku, kjer so se vodovodi gradili v 60. in 70. letih in so res dotrajani. Tako da smo tam dol samo Vremšakovo ulico uspeli iz teh sredstev omrežnine obnoviti. V letu 2019 smo pa praktično samo vodohran v Črni uspeli iz tega denarja obnoviti, ne zgraditi novega za teh 250.000 evrov in je bil ves denar porabljen. Tako da ta omrežnina je v Kamniku, če jo primerjate z drugimi občinami, absolutno prenizka. Če ste gledali te tabele, ki smo jih tudi pripravili, ste videli, da so omrežnine v podobnih občinah, kjer imajo zelo dolgo omrežje, pa malo priključkov, kot sta Moravče in Lukovca, bistveno večje. Tam so omrežnine po 17-13 evrov, fiksni del, ki ga mora vsako gospodinjstvo plačati vsak mesec. Tako da dejansko ta sredstva, kar se omrežnine tiče, so namenska, bojo prišla mesečno v proračun
in iz tega bomo v prihodnjih letih obnovili nekaj več teh starih vodovodov. Vemo, kakšne imamo še tudi po samem mestu na Medvedovi. In pa, ko smo obnavljali tle glavni trg in Mojstrova, se je videlo, da so bili te vodovodi popolnoma zarjaveli, praktično je ven teklo na vsakem metru in pa tudi kanalizacije so bile praktično zidane še iz vojnih časov. Tako da upajmo, da bomo s tem denarjem racionalno razpolagali in v prihodnjih letih imeli za to nekaj več sredstev, da bomo lahko te stare salonitne in ostale vodovode obnovili. Hvala lepa. Hvala. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu, torej Občinski svet Občine Kamnik sprejme sklep o potrditvi cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Kamnik in potrditvi elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe dejavnosti oskrbe s pitno vodo na območju Občine Kamnik za leto 2020. Glasujemo. Magister Urban Bergant. Za. Natalija Berlec. Za. Anton Iskra. Anton Iskra. Anton Iskra. Alenka Jevšnik. Za, ok. Alenka Jevšnik. Proti. Karmen Kapla. Za. Jože Korošec. Za. Dr. Jernej Markelj. Za. Nives Matjan. Proti. Magister Šemso Mujanovič. Glasujem za. Duško Papež. Za. Božidar Pilej. Za. Ančka Podbevšek. Proti. Bogdan Pogačar. Držan. Žan Potočnik. Proti. Robert Prosen. Za. Dr. Janez Rifel. Za. Edis Rujovič. Edis Rujovič. Matija Siter Močnik. Za. Cvetka Slapnik. Za. Anton Tone Smolnikar. Francis Pruk. Za. Marko Šarc. Proti. Mojca Škraba. Za. Ivanka Učakar. Za. Karla Urh. Proti. Aleksandar Uršič. Za. Žaklina Zdravkovič. Proti. Grega Zorman. Za. Igor Žavbi. Proti. Za je glasovalo 20 svetnic in svetnikov, proti 8. Torej ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.